Velika razprava se nadaljuje. LGBTQ proti islamu, ker očitno še vedno obstajajo nekateri ljudje, morda tudi vi, ki menite, da sta ti dve stvari združljivi med seboj. Da dobesedno so jim oprali možgane do te mere, da mislijo, da je mogoče biti queer ali gej in biti ljubljen ter podprt strani islamistov po svetu, kljub temu, da so islamisti zelo jasno povedali, da to ni njihovo mnenje. Fantje, pripravite se. Morda se boste smejali, morda jokali, nisem prepričana, kaj od tega bo, ampak danes imamo za vas čudovito vsebino. Dobrodošli v oddaji The Pushback. Sem Mejraka, vaša voditeljica. Tukaj smo, da branimo Zahod pred vsemi zli vplivi, ki prihajajo od zunaj. In če ste tudi vi prišli do spoznanja, da se je treba temu upreti, potem dobrodošli. Našli ste svoje ljudi. Zato ne pozabite, pritisnite na gumb za naročnino, všečkajte ta video in se potopimo van. Ta video je star, a je pravo zlato. Prav? Brunei, kjer je večinsko muslimansko prebivalstvo, uvaja stroge nove islamske zakone, po katerih je spolni odnos med moškima kaznovan s kamenjanjem do smrti. Po novih zakonih bodo posamezniki, obtoženi določenih dejanj, obsojeni, če priznajo ali če so bili prisotni očividci. Lezbični spolni odnos prinaša drugačno kazen, in sicer 40 udarcev s palico ali največ 10 let zapora. Tako milo. Vesel sem, da so progresivci na Zahodu na ulicah in protestirajo proti tako gnusni, drakonski homofobiji. Seveda pa se v resnici to sploh ne dogaja. A če pomisliš na dejstvo, da je to tako globoko zakoreninjeno v njihovih verskih prepričanjih, da države to dejansko uzakonijo. Ja, uzakonijo. Če si lezbika, nasvidenje in srečno. In vendar, še vedno, nekateri ljudje menijo, da sta ti dve stvari res združljivi. Mislim, samo ena sekunda. Samo želim, da to prebere za trenutek. P.U.S. Mucica zgrabi konec bile nadvlade. Ljubezen premaga sovraštvo Trumpa. Trump je lagal, ja, ampak. Mislim, in njihovi lasje so zeleni. Pravim ti, morda bi rešili svetovne probleme, če bi samo prepovedali barvanje las. Ampak to je samo en primer. Ni tako, kot da bi se to redno dogajalo, kaj ne? Mislim spet, ironija. Ampak saj progresivci, ki grejo. Samo poglejte te slike za trenutek. Brez islamofobije, brez rasizma in fašizma, za enakost in raznolikost. LGBTQ proti islamofobiji. Preprosto si ne morem predstavljati, da te ljudje še vedno mislijo, da je to resnično. Ko pa vidiš, da te bodo usmrtili. O moj bog, niti mi tega ne govorimo. To so oni. Obstaja toliko posnetkov, kjer pravijo, da resnično verjamejo, da je to najslabša skupina ljudi na celem planetu. In vendar ti ljudje svoj čas porabljajo za to, da jih branijo. Kot sem rekla, je vedno nekaj narobe z lasmi. Ampak saj progresivci, ki grejo na ulice in protestirajo proti usmrtitvam gejev v islamskih državah, niso soočeni in ustrahovani strani levičarskih antifa-aktivistov, kaj ne? Ampak saj, ko je parada LGBT, muslimanski voditelji ne vlagajo pritožb, da so njihovi transparenti islamofobični, kaj ne? Ampak vsaj, ko je parada LGBT, transparenti niso označeni za islamofobične, kaj ne? Muslimanski voditelji so vložili uradno pritožbo zaradi islamofobičnih transparentov na paradi ponosa v Londonu. Fant, res bodo naredili vse, da bi vsiljevali to mantro, to idejo, da so prav vsi rasisti. To je dobesedno njihova najboljša obrambna linija. To je nekaj, kar bodo uporabljali znova in znova. Morda nismo rasisti, morda nam samo niso všeč usmrtitve. Ampak saj, ko je parada LGBT, muslimani ne obmetavajo geje s homofobnimi žaljivkami, kaj ne? Si prepričan, da boš to naredil? Poglej si tole. S-A-S-Y-F-A-G. Sassy faggot ljudje. Ima nekaj bleščic. Naj ga Allah prekolne. Ampak vsaj. Res se nikoli ne konča. Nikoli
se ne konča. Na voljo je še približno 50 videoposnetkov in vse si ju bomo ogledali. Ampak najprej kratka beseda naših sponzorjev. Vem, da ste opazili, da je moja koža videti čudovito. In iskreno nisem oseba, ki bi imela rutino. Imam samo majhno skrivnost. Začela sem uporabljati OneSkin OS1 v svoji dnevni rutini in s časoma je moja koža resnično videti bolj gladka in bolj zdrava. In vi ste to opazili. Kar naredi OneSkin drugačen je to, da je zasnovan tako, da cilja na tiste zombi celice, starajoče se kožne celice, ki prenehajo pravilno delovati in prispevajo k drobnim linijam ter pusto kožo. Ne, da bi jaz postajala stara. Rezultati so podprti 4 strokovno pregledanimi kliničnimi študijami, več kot 10.000 5-zvezdičnih ocen, Bloomberg pa jih je celo prepoznal kot vodilne na področju dolgoživosti kože in zelo sem vesela, da so moj sponzor. Nastala na podlagi več kot desetletja raziskav dolgoživosti, je OneSkinov peptid OS01 dokazano usmerjen v vidne znake staranja, kar vam pomaga odkriti najbolj zdravo kožo zdaj in ko se starate. Za omejen čas preizkusite OneSkin s 15% popustom z uporabo kode MERAK na oneskin.co/MERAK. To je 15% popusta na oneskin.co s kodo MERAK. Ko opravite nakup, vas bodo vprašali, kje ste slišali za njih. Zato prosim, podprite oddajo in jim povejte, da sem vas jaz poslala. Da prosim, podprite oddajo in še naprej podpirajte ideologije, ki se borijo proti norosti. Tega fanta imam res rada. Mimogrede, to je Paul Joseph Watson. Te videe dela že celo večnost in so vedno tako dobri. Poglejmo, kaj še norega si je izmislil. YouTube se izreka proti temu. A ni tako? Sem queer trans gej oseba in bom z veseljem podprl ter. Branila vse svoje muslimanske brate in sestre. Ampak saj na Zahodu so se muslimanski migranti integrirali in spoznali, da so pravice LGBT temeljni del napredne skrbne družbe, kaj ne? Osnovna šola Anderton Park je zadnja šola v Birminghamu, ki se sooča s protesti, ki zahtevajo, da se preneha poučevanje o istospolnih zvezah. Biti musliman in biti homoseksualec se žal ne skladata. Morate spoštovati naše pravice. Morate spoštovati našo moralo in ljudem govoriti, da je v redu, če si musliman in če si gej, gospod Moffat. Sramota. Sramota. V redu. Samo za trenutek bi rada nekaj dodala, ker dejansko mislim, da imajo ti ljudje prav. Šole ne bi smele vsiljevati gejovskih ideologij, islamskih ideologij. Pravzaprav sploh ne bi smele vsiljevati nobenih ideologij, ker je to naloga staršev. Starši bi morali svoje otroke učiti, kakšen je vrednostni sistem, ne glede na to, kaj šola in državna infrastruktura menita, da je prav. Ne mislim, da bi morali otroke učiti, da je v redu biti gej. Mislim, da sploh ne bi smeli govoriti z otroki o spolnosti, ker je to čudno in neprimerno. In zato se strinjam s temi ljudmi. Kar je ironično pri tem je, da te proteste, ki zelo jasno izražajo, v kaj verjame islam, popolnoma ignorirajo ljudi na Zahodu, ki sicer ves čas govorijo ja. Gejji za Palestino, queer osebe proti islamofobiji, bla. Tega sploh ne spremljajo, preprosto tega ne spremljajo. Tako se tam zunaj tako zelo trudijo braniti skupino ljudi, ki sovraži njihov način življenja. Res, ni težko najti posnetkov o tem, ni težko videti, v kaj te ljudje resnično verjamejo. Sploh se ne trudijo tega skrivati. Pred šolami množično protestirajo, jasno izražajo svoja mnenja. In vendar, iz nekega razloga, te koristni idioti pravijo ne. Ne, to je še ena stvar, za katero moramo skrbeti. Še ena priložnost, da dokažemo, kako moralni smo. Pojdimo in se borimo proti grozni islamofobiji. Zame je to popolnoma noro. Sramota. Sramota. Vseeno pa je tole majhna manjšina. Zaskrbljujoče število muslimanov, ki živijo na Zahodu, nikoli ne bi podprlo zapiranja gejev v kletke, kaj ne? 52% več kot polovica muslimanov v Veliki Britaniji meni, da bi morala biti homoseksualnost nezakonita. Seznam držav, kjer kamenjajo ali usmrtijo geje. Afganistan 99% muslimanov. Iran 99% muslimanov. Mavretanija 99% muslimanov. Sudan 97% muslimanov. Nigerija 50% muslimanov. Jemen 99% muslimanov. Saudska Arabija 93% muslimanov. Somalija 99,9% muslimanov. Seznam držav, kjer javno bičajo geje.
Indonezija 87% muslimanov, Katar, Al Jazeera 67% muslimanov, Malezija 61% muslimanov, Združeni arabski emirati 80% muslimanov, nekakšna vrsta. Jazz. Mislim, da te številke govorijo same zase, kaj ne? Nekakšna povezava tukaj. Ne morem je čisto opredeliti. Jaz. Vseeno pa ni tako, kot da bi levičarji dobesedno ubili gejovske populiste, ki so poskušali opozoriti, da islam ni združljiv z LGBT na Zahodu, kaj ne? Vseeno pa imamo vsaj pogumne zvezdnike, kot je Ellen DeGeneres, ki stopajo v stik z muslimani, da bi jih obvestili, da je usmrtitev gejev napačna. In kako so muslimani reagirali? To je šeriatski zakon v islamu in LGBT nikoli ni sprejemljiv. Če veste, zakaj je ta zakon uveden, sem prepričana, da se ta bojkot ne bo ustavil. Brunei je mirna in neodvisna država. Naš sultan samo izvaja pravila, ki so bila sprejeta že zelo dolgo nazaj. Kaznujejo tiste, ki delajo narobe po njihovi veri. Ampak vseeno, ni tako, kot da bi veliko število muslimanov na Zahodu podpiralo šeriatsko pravo, ki je temelj zatiranja gejev po vsem svetu. Prav. Ampak vseeno, ni tako, kot da bi imeli dobesedno šeriatske patrulje na Zahodu, kjer so geji ogroženi in jim je rečeno, naj zapustijo določena območja večjih mest. A ni tako. V Whitechapelu v vzhodnem Londonu skuša skrajna skupina samouklicanih varuhov uveljaviti šeriatsko pravo nad nič hudega slutečimi prebivalci. Ja, ti si gej, prijatelj. Poberi se od tu, prijatelj. Poberi se od tu, peder. Ampak vseeno. Ni pa tako, kot da bi ti, spoštovani gospodje, z napadom s kislino napadli skupino moških blizu gejovskega nočnega kluba in pri tem upili homofobne žaljivke, kaj ne? A ni tako? Ampak vseeno, ni tako, kot da bi to transspolno osebo ponižali, udarili in zbadali v arabščini strani skupine Alžircev med protestom v Parizu, kaj ne? Kaj se je zgodilo v središču Pariza? Julija, stara 31 let, so v nedeljo napadli, ko se je vzpenjala po stopnicah na metro postaji Palais de la République. Na trgu je potekal velik shod proti Abdelazizu Boutefliki, 82-letnemu predsedniku Alžirije, ki je dolgo vladal in je od takrat napovedal svoj odstop. Julijo, ki je nosila črno-belo črtasto bluzo, so ustavili protestniki, ki so jo zbadali v arabščini. Nek moški je razmršil lase, medtem ko je fant, ovit v alžirsko zastavo, prišel, da bi Juliji poskušal pomagati. Ko je fant odšel, je moški večkrat udaril Julijo, medtem ko je bilo videti, da jo je drugi brcnil. Spet, tako preprosto je. Ta tip je tako zabaven, a je res tako preprosto. Samo poslušajte, kaj govorijo. Samo poslušaj, samo poslušaj. Julija je kasneje jasno povedala, da napad ni imel nobene zveze z alžirsko skupnostjo, ampak so ga izvedli nevedni ljudje, ne glede na njihov izvor ali veroizpoved. Kako neverjetno patetično je biti nekdo, ki je napaden zaradi tega, kar je, pa še vedno ne bo branil svojega telesa, ampak bi raje poskrbel, da ne bi bil rasističen do drugih. Vidiš, to zame ni nič drugega kot pokazatelj neverjetno nizke samozavesti. Oseba bi se morala znati braniti in razumeti, da je problematično, če nekdo pride napasti in ne sme imeti opranih možganov, da bi verjela drugače. Da je za vsako ceno najpomembnejša stvar, ki jo morajo narediti, braniti ljudi, ki jih napadajo. Stokholmski sindrom, kaj ne? Ampak vseeno, ko se je v Združenem kraljestvu zgodila prva istospolna poroka, so jo muslimani sprejeli z odprtimi rokami, kaj ne? Homoseksualnost je v islamu prepovedana. Nikah je med moškim in žensko. To je šala. No, pojdite proti barbarstvu in zaostalosti. Sram naj bo tak ogaben par. Moški ni človek, ko je v posteli z drugim moškim. Homoseksualnost je nenaravna in preprosto napačna. Niso muslimani. Tisti, ki so pravi muslimani, dobro vedo, da islam ne. Mimogrede, poglejte tole. Napačno. Niso muslimani. Tisti, ki so pravi muslimani, dobro vedo, da islam tega nesmisla ne sprejema. Ne uličujte naše vere. Naj jih Allah uniči. Strojda. Mimogrede, danes tega sploh ne bi mogli napisati, ampak samo pomislite, kako samozavestni so ti ljudje v svoje prepričanja in v to, da jim nihče ne bo nič rekel, da so to dobesedno objavili na internetu in odgovarjali na te stvari, ker vedo, da so nedotakljivi. Danes tega nikoli ne bi naredili, ker veste, da bo to dokumentirano in da boste izgubili službo. Njim pa je vseeno. Ampak vseeno, vsi tisti protesti begunci dobrodošli so zagotovo pokazali, da so geji res prijazni, ljubeči in skrbni, ter da jih sploh ne bi smeli pretepati. Kaj ne? Ampak vseeno, pozabimo na vse to.
Ali ni to samo o tem, da spremenimo naš zadrti, rasistični pogled na svet? Navsezadnje je hidžab, ki predstavlja podrejenost žensk moškim po vsem islamskem svetu in zaradi katerega so ženske, če ga ne nosijo, aretirane, zaprte in mučene, zdaj ponosen simbol feminizma. Torej, zakaj ne moremo preprosto... Hidžabi niso simbol feminizma. So simbol žensk, ki so prisiljene, da se zakrijejo in skrijejo, da moški ne bi bili prizadeti. Pretvarjaj se, da sistemsko zatiranje gejev po islamskem svetu v resnici predstavlja osvoboditev gejev po islamskem svetu. Hej, v obrambo muslimanov, za razliko od progresivcev, imajo vsaj dosledna načela. Mislim, da ta nasmeh pove vse in popolnoma ima prav. Za razliko od liberalcev, vsaj ne pretvarjajo, da čutijo nekaj drugega, kot v resnici čutijo. Torej mislim, da imamo dokaj jasnega zmagovalca v debati LGBTQ proti islamu. Kaj misliš? Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.